In prehajamo na 15. točko. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj župan, poročevalci pa Luka Svetec, Aleš Korjanc in pa Maja Sušnik. Besedo ima Luka Svetec. Hvala. Odlok o ureditvi cestnega prometa in prometni ureditvi javnih površin na območju občine Kamnik v svojem 15. členu določa, da višino parkirnine sprejme občinski svet občine Kamnik na predlog župana. Tako je bil na tej osnovi sprejet sklep o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Razmere v času epidemije COVID-19 so zmanjšale zasedenost parkirnih mest v mestnem jedru Kamnika, saj je bilo ogromno dejavnosti zaprtih, prav tako šol in drugih zavodov, javni potniški promet ni deloval, poleg tega pa je večina ljudi delala od doma. V teh izrednih razmerah je občina Kamnik tudi sprejela odločitev, da se parkirnina na javnih parkirnih površinah ne zaračunava. Na osnovi navedenega se uporabniki parkirnih površin v letošnjem letu niso v takšnem številu kot običajno odločali za nakup letnih parkirnih kart. Predlagatelj želi v takšnih in podobnih primerih proaktivno pristopiti k omenjeni problematiki in se nanjo tudi ažurno odzvati. Dejstvo je, da vnaprej ni mogoče predvideti, ali in kako dolgo bodo v prihodnje spet uveljavljeni drugačni pogoji parkiranja, zato tudi ni mogoče vnaprej predvideti višine oprostitve ali znižanja parkirnine. Zato predlagatelj predlaga, da v tovrstnih primerih lahko župan s sklepom določi, da se v določenem obdobju parkirnina ne zaračuna ali da se zaračuna s popustom. Sklep bi župan seveda sprejel upoštevajoč okoliščine posameznega primera, naprimer dolžino obdobja, ko se parkirnina ne zaračunava. Veljavni sklep v 1., 2. in 3. odstavku 2. člena višino parkirnine določa še v slovenskih tolarjih, zato je potrebno spremeniti tudi te določbe. Predlagatelj želi z dopolnitvijo predmetnega sklepa zagotoviti pravno podlago za odziv na situacije, ki jih naprej ni mogoče predvideti. Tako bi župan lahko naprimer v situaciji, kakšna bile letos, ko torej parkirnine nekaj mesecev ni bilo potrebno plačevati, sprejel sklep, da v takšnih primerih ceno letne ali mesečne karte spremeni na način, ki bo odvisen predvsem od okoliščin posameznega primera. Če bo naprimer v nekem letu potrebno parkirnino plačevati le pol leta, bo temu ustrezno oziroma sorazmerno tudi določena cena letne parkirne karte. Enako bi se lahko zgodilo tudi z mesečnimi parkirnimi kartami. Občina bo spremembo sklepa aktualizirala trenutno veljavni sklep v delu, ki kot veljavno plačilno sredstvo navaja slovenski tolar. Le tega bo zamenjala z evrom, višino navedene parkirnine pa povzema po trenutno veljavnem ceniku. Hvala. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi višine parkirnine na javnih plačljivih parkirnih površinah v delu mesta Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.